Dobar dan želim vsem zbranim na današnji tiskovni konferenci po seji vlade. Z mano bosta najprej predsednik vlade Borut Pahor in finančni minister Franci Križanič, ki bosta spregovorila o temi, ki je vlada danes obravnavala, pobuda za sklenitev pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji. Predsednik, izvolite. Lep pozdrav vsem. Preden se posvetiva prvi temi, za najnim nastopom bo sledil še nastop skupaj z kolegom Svetlikom. Ne izrazim v imenu vlade in v mojem imenu veliko zadovoljstvo, da je danes Državni zbor s tako pomembno večino razširil pristojnosti že oblikovanega začasnega skupnega odbora in s tem v skladu za dogovori izpod Rožnika pred 2 dnevi omogočil, da vlada predlaga, Državni zbor pa obravnava in sprejema tiste zakone, ki so pomembni za državne interese v času, ko se nova vlada oblikuje. Tako je 5 zakonov ocenil kot zakone, ki ustrezajo kriterijem za nujni postopek, insolvenčni pa bo šel po rednem postopku. Prav tako je danes Državni zbor imenoval ustavno komisijo. To je zelo pomembno z vidika odločitve, prav tako na osnovi sklenjenega dogovora v Podrožniku, da tako imenovano zlato pravilo, o katerem bo zdaj spregovorila z ministrom, umestimo v ustavo. To je izjemno zahteven projekt, jaz se bom k njemu še vrnil kasneje, najprej zelo kratko, potem pa vaše vprašanje, minister Križanič, prosim. Hvala lepa. Torej, vlada je danes obravnavala in pooblastila v okviru svojih kompetenc predsednika Boruta Pahorja za pogajanje o mednarodni pogodbi o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji. To je pogodba, ki bo v bistvu razširila ustavo Evropske unije na način, da bo omogočila učinkovito upravljanje v območju evra in s tem postavlja neizogiben pogoj za koordinirano izdajanje obveznic, ki bo praktično razbremenilo sedanjo javno dolžniško krizo držav v območju evra, omogočilo povratek konjunkture in s tem tudi olajšalo položaj Slovenije kot izrazitega izvoznega gospodarstva, usmerjenega pretežno na te trge. Bistvo pogodbe je, da se postavlja javnofinančno pravilo in ukrepi za večjo javnofinančno disciplino. Pravilo je vezano na strukturni primanjkljaj, se pravi na primanjkljaj ocenjen po posebnem modelu za večletno obdobje. In ta strukturni primanjkljaj je za različne države različno ocenjen, odvisno ne samo od tega, kakšen je dejanski primanjkljaj, ampak tudi tako imen implicitni dolg, se pravi, kaj še lahko pride kot javnofinančna obveznost in tu je zlasti pomembno staranje prebivalstva. Slovenija ima prigovor na samo metodo izračuna tega primanjkljaja. Mislimo, da je treba upoštevati recimo 10-letna obdobja, ne celotnega 50-letnega, mislimo, da je treba upoštevati nekoliko manjši ponder ali pa delež tega implicitnega primanjkljaja in podobno. To bomo izpogajali v naslednjih tednih, da bo prišlo do uskladitve na ravni Evropske unije. Zdaj, predlog pri pogodbi je, da se to fiskalno pravilo, da primanjkljaj srednjeročno sploh ne sme obstajati oziroma mora obstajati tako, da je obvladljiv, da se to pravilo zapiše tudi v zakonih in po možnosti v ustavi, in da se tam zapiše tudi avtomatski korekcijski mehanizem, se pravi, kako država, ki preseže tako ravnotežje, ki pade v primanjkljaj, tudi začne izvajati stabilizacijo, se pravi, po kakšnem deležu zmanjšuje potem primanjkljaj do povratka v ravnotežje. Izjemoma je seveda dovoljeno neravnotežje, če pride do težkih gospodarskih razmer. Upoštevati je treba, da je tudi se predvideva 5-letno obdobje za implementacijo tega primanjkljaja, sprav časa za prilagoditev tudi po takem dokaj rigoroznem sklepu bo precej. Pri nas se je hkrati ujel tudi vrh političnih strank, oziroma politični vrh Slovenije pred 2 dnevoma v Vili Podrožnik s podobnimi sklepi, tako da imamo določeno aktivnost, ki poteka hkrati z našimi pogajanji o tej pogodbi. Vse ostalo so manj pomembne določbe te pogodbe, seveda, če bo prišlo do primanjkljaja nominalnega na 3%, bo bistveno bolj rigorozno sledilo ukrepanje Evropske komisije in potem zniževanje tega primanjkljaja.
Koordinirale se bodo tudi ostale ekonomske politike in ekonomske reforme na ravni evroskupine. Vzpostavljeno bo predsedstvo vrha evroskupine in vsaj 2-krat letno se bo vrh evroskupine dobil sam. To so bistvene določbe. Pričakuje se, da bo pogodba podpisana hitro, cilja se konec marca z željo, da se potem tudi koordinirano izdaja obveznice in da se razbremeni dolžniško krizo, ki je nastala in povzroča gospodarsko krizo in recesijo že povsod po svetu, predvsem zaenkrat pri izvozno usmerjenih gospodarstvih te zaenkrat nadpoprečno čutimo, kasneje bodo pa tudi ostalo, če se zadeve ne sanira. Hvala lepa. Ker vidim, da so med vami tudi poznavalci teh vprašanj, bomo morda zašli tudi kakšno podrobnost, ki je za javnost nekoliko manj zanimiva, pa vendarle vse, kar je predmet radovednosti, bo povedano in razloženo, kolikor je v moji moči, tudi na ravni obeh pristojnih odborov v državnem zboru. Če bo predsednik državnega zbora ocenil, da je začetek pogajanj in jaz pričakujem od državnega zbora dobil mandat, da v pogajanja grem skupaj z ostalimi voditelji vlad in držav konec januarja tega leta na pardnevnem zasedanju v Bruslju, potem bodo to itak odgovori, ki bodo tako obrazloženi, da bo povsem jasno, kaj prinaša vsaj začetek, vsebina začetka pogajanj in kaj lahko pričakujemo od cilja. Pogodba terja, da pogodbenice, kot je rekel minister Križanič, na nacionalni ravni v svoje pravne sisteme uvedejo zavezujoča in trajna fiskalna pravila. Vi se spomnite, koliko časa nazaj sem omenil verjetnost, da se to zgodi in zdaj smo na predvečer te pomembne spremembe. Moram povedati, da gre za medvladno konferenco in za medvladno pogodbo. Tisti, ki poznate pravne razsežnosti dokumentov, veste, da to lahko primerjamo recimo za šengensko pogodbo. Vendar ne podcenjujte, taka pogodba gre potem v samo pogodbo kot njen del, podobno kot se je zgodilo za Schengenom. Zato je seveda tukaj vprašanje, kako se bo vedla Slovenija, kakšne predloge bo ali predstavila ali podprla, izjemnega pomena. In naložena mi je velika odgovornost, da ob koncu mandata ta pogajanja vsaj začnem in bi rad z parlamentom, pa tudi javnost, kolikor je to zanima, in mislim, da jo, ker tukaj govorimo ne o zunanjih, ampak o domačih politikah, da je čim bolj obveščena. Rad bi vas obvestil tudi o naslednjem sklepu, ki smo ga danes v tej luči sprejeli. Imenovali smo člane delovne skupine vlade za pripravo utemeljitve predloga ustavne spremembe za uvedbo zlatega pravila. Tak je bil dogovor iz podrožnika. Vlada se je s tem strinjala in imenovala za vodjo magistra Mitjo Gasparija, za njegovega namestnika Aleša Zalarja z pooblastilom, da kolega Zalar vodi skupino pravnih strokovnjakov, ki bo sodelovala pri nekaterih ustavnopravnih dilemah glede uvedbe zlatega pravila v ustavo. Člani te delovne skupine pa bodo še dr. France Križanič, akademik dr. Boštjan Žekš, magistra Helena Kamner in magistra Ksenija Globokar. Vprašanje? Izvolite na to temo, lepo prosim. Kristina? Ja. Kristina Kocinka, mene samo zanima, zdaj vem, da niste še nič dokončno dorekli, parlamentarne stranke se načeloma strinjate s tem zlatim pravilom. Ali pričakujete, da bi potem pri samem oblikovanju in pri sami meji znalo priti do kakšnih nestrinjanj, nesoglasij? Gotovo, to nam kažejo izkušnje iz drugih držav, ki so zelo iskreno in ambiciozno poskušale z amandmajem ustav. Nekatere so pri tem ustrajale in dosegli dogovor, nekatere so obupale in se vrnile, nekatere na ustavne zakone, druge na običajne zakone. No, tisto, kar smo do neke mere dobro predvideli, je, da se voditelji evropskih vlad in držav strinjamo, da gre za obveznost, ki mora biti tako stroga, da lahko vlada,
če ne izpolnjuje fiskalnega ravnovesja, pade. To pa omogoča samo ustava z instrumentom impeachmenta. Se mogoče ravno z tega vidika, zakaj v tej skupini recimo niso različne parlamentarne stranke, mogoče bi bilo lažje. V skupini vlade? Ker to je skupina vlade. Bi bila še neka posebna... To je potem, jaz sem povedal na začetku, da pozdravljamo ustanovitev ustavne komisije v Državnem zboru, ker sem bil 4 leta predsednik ustavne komisije, vem, da je prvi korak pri konstituiranju njenega dela ustanovitev strokovne skupine, ene kot splošne in posameznih za posamezna področja. Sem pripričan, da bo predsednik Virant imenoval posebno delovno strokovno skupino za to področje. In prav je, da predlagatelj ima svojo skupino pravnih strokovnjakov, lahko da so deloma tudi tisti, ki bodo sodelovali v parlamentu, ampak da to ni ena in ista skupina pravnih strokovnjakov, ker tudi v pravu prihaja, kot veste, do različnih mnenj. Torej, na vaše vprašanje, ki je zelo dobro, odgovarjam, da pričakujemo razpravo, da pričakujemo veliko dilem, da kljub dogovoru, ki je bil soglasen v Vili Podrožnik pred 2 dnevama, sploh ne bo šlo gladko. Namreč, samo en primer, ki ga je danes dal kolega Zalar. Če bomo recimo zapisali zgornjo mejo, ki bo zelo jasna, in bo vlada predlagala proračun, ki bo po mnenju recimo ustavnega sodišča, če bo kdo izpodbijal predlog proračuna pred ustavnim sodiščem, ogrožal ustavno kategorijo, ta proračun ne more biti sprejet. To je ena od interpretacij. Ali je to točno ali ne, se bo pokazalo skozi diskusije. Torej, to, da smo mi dosegli soglasje, je izjemnega pomena. Tega doslej ni bilo. Da smo se dogovorili, da gre v ustavo, je izjemnega pomena, tega doslej ni bilo. Vendar pa se vsi zavedamo, da smo šele začeli pot, ki bo precej trnova, ampak glede na to, da pričakujem, da bo medvladni pogodbi konec marca pisalo, da je to ustavna kategorija, je prav, da Slovenci nismo zgodovinski zamudniki. Prosim. Naprej. Še kaj? Matej. Ja. Ja, Matej Hlebš iz TV Slovenija. A lahko vprašam že nekaj, kar ni s tem povezano? Ne, samo s tem, prosim. Še kaj? Lahko pride minister za delo, družino in socialne zadeve. Preden dam ministru besedo, da predstavi informacijo o bistvenih predlogih sprememb zakona o delovnih razmerjih, govorimo o mali delavski ustavi, mi dovolite naslednji politični uvod. Prav gotovo to spričo zahtevnosti ni predmet, ki bi bil v običajnih razmerah kvalificiran kot tekoča zadeva vlade. To je pomemben poseg v pravne obveznosti in pravice teh, ki jih zakon zadeva, delodajalcev in delavcev v prvi vrsti. Vendar, na zadnjem posvetu v Vili Podrožnik, ki nima nobenih pravnih, niti drugih zavezujočih konsekvenc, vendar je pogovor najpomembnejših političnih osebnosti, ki vodijo stranke, kar ni nepomembno za stališča strank potem v parlamentu oziroma poslanskih skupin, smo rekli. Slovenija nima vlade za polnimi pooblastili že od septembra 2011. Zdaj se bližamo polletju, ko vlada zaradi omejenih pooblastil ni mogla ukrepati. Na moji mizi se je nabralo preveč dosjejev, ki bremenijo državo in jo tiščijo v položaj, ko ne ukrepa, medtem ko se svet zelo hitro premika. Glede na vrh Evropske unije, glede na vse, kar se dogaja pred in zlasti po novem letu z krizo v evroobmočju, smo voditelji in voditeljica stranke dosegli dogovor, pravim, nima pravnih in drugih razsežnosti, razen pa politične, ki je pomembna, da vlada po svoji presoji obravnava vse tiste predloge zakonov, za katere sodi, da bi njihovo neobravnavanje
in sprejem v državnem zboru lahko ogrozil državne interese. Torej, referiramo na klauzulo v ustavi, ki poleg tekočih poslov dopušča vladi, da se ukvarja tudi z vprašanji, ki so sicer v domeni vlade s polnimi pooblastili. Take narave je zakon o delovnih razmerjih. Temeljni zakon. Sistemski zakon. Preden, kot rečeno, dam besedo ministru, ki bo podal informacijo, naj rečem, da popolnoma razumem in spoštujem ugovor sindikatov, ne samo, ko gre za vprašanje implementacije zlatega pravila v ustavo, ampak tudi, in to pričakujem še v veliko večji meri, ko gre za začetek odločanja, najprej obravnave, potem odločanja o zakonu o delovnih razmerjih z njihovo argumentacijo, da se tega loteva vlada z omejenimi pooblastili. Naj v uteho kritikom iz sindikalnih vrst rečem, da tak zakon, če bi do njega prišli v realnem času, pa mislim v realnem času, dokler bo moja vlada vodila državo do imenovanja nove, ne pričakujem, to bi bil res imeniten rezultat, bi radi konzumirali tisti čas, ki ga običajno delodajalci in sindikati prosijo pred začetkom pogajanj o samih poglavjih in členih zakona, zato da bi ugotovili, ali so podlage, na osnovi katerih se je vlada dokopala do rešitev, ustrezne oziroma so ekvivalentne njihovim presojam. Ta čas bi veljalo konzumirati zdaj. Nihče ne bi nič izgubil. Vlada, država, sindikati, delodajalci. Vsi bi ta čas, ko moja vlada nima polnih pooblastil, a velja tih dogovor, da taki zakoni lahko gredo v neko vsaj posvetovanje za sindikati, v bistvu in delodajalci dala možnost, da ne izgubljamo časa. Čas je postal za Slovenijo pomembna kategorija. Zgubili smo ga preveč, nič nam ni ga ostalo. Mene voditelji drugih vlad in držav opozarjajo, da se ne morejo ozirati za Slovenijo in jo čakati. Evropski voz pa gre naprej. Zato smo se odločili, da torej s to informacijo pridemo danes na vlado, bila je sprejeta, minister ima tako pred seboj informacijo, kot tudi že pripravljen zakon. Ta zakon ima koliko strani, minister? 250 členov. 250 členov. Izvoli, imaš besedo. Hvala, predsednik, za ta politični kontekst, ki ga ni treba meni orisati. Jaz bi samo dodal, da je tako v stroki kot v političnih strankah soglasje že dolgo časa, da je poseg na to področje, sistemski poseg, nujen. Mi smo spremembe zakona o delovnih razmerjih pripravili po strokovni plati že jeseni prejšnje leto in potem se seveda od tega trenutka naprej ni dogajalo nič, ker ni bilo pripravljenosti, da bi to debato vodili. Danes je vlada naročila, torej se seznanila z stanjem priprav na tem področju in zadolžila ministrstvo, da dokončno pripravi naš predlog zakona, ki bo potem seveda predmet debate, upamo, med socialnimi partnerji. Gre za to, da naj bi spremenili približno tretjino členov tega zakona in te spremembe gredo z eno besedo povedano v smeri povečevanja varne prožnosti. To pomeni, da bi naj zaščitili v večji meri najranljivejše skupine zaposlenih in jim povečali varnost na trgu dela, da naj bi v smislu varnosti tudi povečali učinkovitost inšpekcijskih organov, zlasti inšpektorata za delo, da bo lahko bolje kot doslej implementiral zakonodajo in sankcioniral kršitelje. Tretjič, da bi povečali prožnost pri zaposlovanju in sklepanju delovnih razmerij in s tem tudi znižali administrativno, časovno in stroškovno obremenitev podjetij oziroma delodajalcev. In četrtič, zakon tudi sledi sklepom Ustavnega sodišča in pa evropskim direktivam na tem področju,
v smislu skladitve zakonodaje na tem področju z temi sklepi. Če sem nekoliko bolj konkreten, bi potem v smislu povečanja varnosti te spremembe vključevale take stvari, kot je večja zaščita delavcev zaposlenih pri agencijah. Kot veste, je to zelo izpostavljena problematika pri nas, tudi v Evropski uniji, in v tem smislu bi želeli omejiti zaposlovanje za določen čas pri agencijah in dati tem delavcem, ki se prek agencij zaposlujejo, tudi več pravic. Sankcionirali pa naj bi kršitelje, ne samo, ko gre za kršitve samo agencije, ampak tudi delodajalce, ki sprejemajo po nepravni poti agencijske delavce. Potem več možnosti naj bi dali za delo na domu, omejitev zaposlovanja v slamnatih podjetjih je vključena, to je tisto, kar je bila že debata kako leto nazaj, pri čemer naj bi dobili pravice vezano na delovno dobo posamezniki, ki gredo v drugo podjetje pri obeh delodajalcih, ne samo pri novem, in solidarnostno odgovornost prenosnika delavcev v drugo podjetje naj bi tudi uvedli. Potem, ko gre za zaposlene za določen čas, se predvideva uvedba odpravnin tudi za tako zaposlene delavce, kar je zaščita teh delavcev, in pa boljše obveščanje o prenehanju delovnega razmerja za določen čas je predvideno. Širijo se razlogi za izredno odpoved delovnega razmerja na strani delavca, takrat, kadar delodajalec ne izpolnjuje pogojev iz delovne pogodbe, kot je, vemo, plačevanje prispevkov in plač. Povečala naj bi se varnost staršev pred odpovedjo delovnega razmerja in pa stroški v zvezi z delom se delavcu izplačujejo po tem zakonu tudi mesečno, tako kot plača, kar ni zmerom primer. To so nekateri najbolj vidni predlogi za spremembo v smislu večje varnosti zaposlenih. Ko gre pa za večjo prožnost, naj pa navedem tudi glavne posege, kot so predvidena uporaba informacijske tehnologije pri zaposlovanju, kar trenutno zakon ne upošteva in ne dovoljuje v zadostni meri, večja možnost dodeljevanja drugega dela delavcu, poznamo tiste člene in druge naloge po nalogu delodajalca, ki so zaenkrat razmeroma omejeno možnost v tem smislu dajali. Uvaja se konkurenčna klavzula tudi pri zaposlenih za določen čas. Predvideni so krajši odpovedni roki in enotna odpravnina, petina osnove za vsako leto dela pri delodajalcu. Starostna meja za starejše delavce se pomika nekoliko navzgor, skladno s tem, da se pač tudi življenjska doba povečuje. Namesto vrnitev na delovno mesto, ko gre za ugotovljeno protipravno odpustitev delavca in ga potem sodišče vrača na delovno mesto, namesto tega se predvideva kot ena od možnosti tudi odškodnina, ko gre in se lahko potem tudi o tem domenita delodajalec in odpuščeni. Možnost odpovedi delovnega razmerja v času poskusnega dela je tudi novost. Dodatki za delovno dobo gredo iz kolektivne pogodbe, da bi napravili ta razmerja dodatki za delovno dobo gredo v kolektivno pogodbo iz zakona, tako da bi dali večjo možnost sporazumevanja samim socialnim partnerjem glede teh dodatkov. Uvaja se na novo začasno čakanje na delo z 85% nadomestilom, kar trenutno nimamo predvideno, in pa omenil bi še poenostavljene disciplinske postopke, ko gre za kršitev torej kršitve, ki so podvržene disciplinskemu sankcioniranju. Pri širitu pooblastil inšpektoratu gre za celo vrsto novih pristojnosti, predvsem v smislu, da lahko inšpektor izdaja ureditvene odločbe, ko naleti na določeno situacijo, ki ni v skladu z zakonom. Ko pa gre za upoštevanje sklepov Ustavnega sodišča in pa
direktive Evropske unije. Naj omenim predvsem to, da lahko enakopravnost delavcev v organizaciji zastopajo tudi sveti delavcev in predstavniki zaposlenih, ne samo sindikat, kot je trenutna rešitev, da se bo nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu obravnavalo tudi z vidika odškodninske odgovornosti, kar doslej ni bil primer, in seveda evropske direktive zahtevajo, in to sem že omenjal, tudi boljšo ureditev zaposlovanja preko agencij. To so samo nekatere bistvene spremembe, ki jih po strokovni plati je pripravilo ministrstvo in jih bo dalo potem tudi v presojo socialnim partnerjem, v upanju, da bodo oni sami, ker so neposredno najbolj zainteresirani za rešitve na tem področju, tudi presojali, usklajevali in upajmo prišli potem tudi do usklajenih predlogov za zakon. Imate kakšno vprašanje za ministra glede vsebine zakona? Ja, izvoli. Mene samo to zanima, da bodo socialni partnerji prijeli te predloge. Kdaj bodo socialni partnerji prijeli te predloge? Tekst, lahko sam to rečem, da tekst zakona, kot naj bi izgledal, to bo tekst o spremembi zakona o delovnih razmerjih, bo pripravljen v par dnevih in mi lahko pošljemo in nameravamo poslati socialnim partnerjem ta tekst že zelo hitro. Glejte, tekst, ki je pred mano, je pripravljen za izmenjavo prvih mnenj z socialnimi partnerji, tako z sindikati, predvsem sindikati, ker pričakujem, da bo tukaj največ ognjevite polemike, in delodajalci. Pričakujemo, da si bodo želeli sindikati, ki bomo ta tekst poslali, brško bodo upravljene še zadnje redakcije, vzeti določen čas, kot sem prej rekel. In mi bi radi konzumirali ta čas v ta čas, ki je posvečen tudi oblikovanju nove vlade. Če bi se zgodilo, da bi želeli sindikati pogovor o vsebini glede razčiščevanja stvari, preden gremo na usklajevanje, bova z ministrom Svetliko na razpolago, kadarkoli bodo sindikati to želeli. Kadarkoli bodo sindikati to želeli ali predlagali. In seveda tudi delodajalci, ker nekatere rešitve morda tudi delodajalce ne bodo všeč. A gotovo. Mislim, to ni zakon, kolikor sem lahko pozorno pogledal, zakon, ki bi jemal delavcem in dajal delodajalcem. To je zakon, ki poskuša na če mi je dovoljeno reči besedo, ki je tako zlorabljena v zadnjem času, na en pravičen in uspešen način vzpostaviti neko pametno razmerje, uspešno razmerje med prožnostjo trga delovne sile in varnostjo zaposlenih na tem trgu. In menimo, da smo se temu precej približali. Še kakšno vprašanje za ministra? Ja, izvoli. Hleb Števe Slovenija. Za kolega Rajka Geriča sprašujem, in sicer ga zanima, zakaj se ministrstvo seli v zasebne prostore na Kotnikovo, in zanima ga še, koliko denarja bo iz tega naslova prihranil davkoplačevalcem. Ta selitev, ki je bila predmet debate, bo dala na letni ravni približno 115 tisoč evrov prihranka, zato ker smo uspeli najemnine znižati približno za petino. Lastniške prostore, ki jih je prej zasedalo ministrstvo, še naprej vladne službe, samo druge zdaj zasedajo, tako da s tem nismo povzročili nobenega dodatnega stroška. Že kakšno vprašanje, ki zadeva oba predloga zakona oziroma točk dnevnega reda danes? Če ne sklenem to tiskovno konferenco za informacijo, da bo vlada na naslednji seji tak sklep je sprejela danes, obravnavala informacijo o pripravljenosti 3 zakonov, ki pomenijo paket zdravstvene reforme. Gre za zakon o zdravstvenem zavarovanju, gre za zakon o zdravstveni dejavnosti in zakon o lekarniški dejavnosti. To informacijo mora pripraviti pristojni minister dr. Marušič in podobno kot pri zakonu o delovnih razmerjih, pričakujemo približno enak postopek, če temu kdo v državnem zboru izrecno ne bo nasprotoval. Hvala lepa. Hvala.